Pa je maj, a lahko verjamete, da je že maj. Pol leta je šlo 1, 2, 3 min. Takole bom rekla. Maj kot petka simbolizira spremembe, pa hitro energijo, pa spontanost, pa naslednji tega se potem kosive. Torej, biti čim bolj odprti, biti čim bolj iskrivi, biti čim bolj v trenutku. Če pa zdaj seštejemo, se pravi, petko od maja plus 8 kot leta 2015, dobimo pa 4. To bo zdaj tako. Nam se bo ful dogajalo, pa bo pa zgledalo, da bi nam to ročno zategnil. Se pravi, stvari bojo začele teči, pa bodo blokirane. Namen tega je, da pogledate malo v preteklost, kje ste bili, kaj se je dogajalo, kaj ste razpucali, pa kaj niste. Tako da najprej, domača naloga. Napišite si, kje ste bili maja 2014, kakšen človek ste bili, kaj ste počeli, s kakimi stvarmi ste se ubadali. A so te stvari danes še zmeri pomembne, ali ste takrat mogoče delali dramo? In kje bi radi bili maja 2016? Kaj bi radi, da se danes spremeni, dela, naredi v tej smeri, da bo potem 2016, kot vi hočete. Tako se planira stvari in 4 v bistvu, kadar nas malo nazaj vleče, nas vleče zato, da v bistvu si mi naredimo neko ogrodje, neke korake, neko zaporedje. Vsi vemo, ko pridemo na svet, smo dojenčki, pa tudi eden se še ni rodil 90 let star. Mi ne moramo preskočiti določenih stvari, kakor je to včasih zoporen, ampak včasih je pa kaj res tudi malo treba. Tako da, po eni strani pogledajte, kje ste ful napredovali, kje imate pa mogoče občutek, da ste nazadovali in če vas je česa strah. To so take ključne stvari, ki jih je treba prečekirati v maju, drugače pa, dragi moji, imejte se fajn, žurajte, uživajte in na naslednjih 50 odtenkov sive. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo lo puedo continuar y el espacio que dejaste yo lo puedo